danes smo imeli nekako zopet tisto, kar lažje igramo, no? Na postavljeno obrambo je tudi nam težje igrati. Danes smo imeli kar nekaj teh prehodov, ki nam bolj ležijo, tako da lahko rečemo, da je bila taka tekma. Tudi proti Domžalam smo imeli mi dobra obdobja, ampak nam nogometni moment ni šel na roko. Tako kot je Jakob dejal, smo si kar nekaj situacij preigrali, kjer bi lahko bili še bolj natančni in mogoče še kakšen gol več dosegali, ampak dajmo biti s tem zadovoljni. Mislim, da tudi za nas zdaj ni neuspeh, da nismo zmagali v Mariboru. Na koncu koncev ima tudi Maribor kar nekaj situacij, kjer bi lahko mogoče bili tudi poraženi in z tega vidika sem zadovoljen s točko. Soočamo se s tem, da naša podoba ni taka šampionska, kot bi marsikdo pričakoval, ampak to je mlada ekipa v bistvu. Se soočamo, tudi fanti se zavedajo, da lahko bolj, da lahko več, ampak nekako se skušamo zmeniti, da brez garanja, brez šprintanja, brez discipline noter, da bomo se nihče ne bo kar tako premagal, tako da bomo probali te svoje dobre stvari potencirati in seveda šprintati, biti disciplinirani in čim večkrat pokazati obraz, ki si ga želimo. V Mariboru je težko prideti pa celo tekmo igrati tako, kot smo mi 25 minut. Ne. Bili smo sveži še, bili smo natančni, kar nekaj situacij smo se pripravili, ampak težko je pričakovati, da bo Maribor celo tekmo pasiven. Ne. Pravzaprav smo to dosti dobro reševali, imeli smo veliko priložnosti za to dobro tranzicijo, kvalitetno, pa da bi mogoče še kakšenkrat šli sami proti golu. Ampak tudi Maribor ima svojo individualno kvaliteto, ima dobra telesa, pravzaprav o čem govorimo, to je težko zdaj, sem pameten, ampak Maribor ima svoj koncept, ima svojo kvaliteto, tako da mi bi si sicer želeli tako biti kvalitetni, kot smo bili 25 minut, ampak potem, ko smo začeli zamujati, ko smo začeli duele nekako, danes se mi zdi, da je bilo veliko teh duelov na meji in če ne dobiš teh duelov, potem so pred tvojim golom. Če dobiš duel, si ti na drugi strani. Tako da dosti dobrih stvari je bilo tukaj in parkrat smo seveda bili neodločni v tej igri. Ne. Pravzaprav smo mi en korak naprej naredili in zdaj spoznavamo vse te korake. Ne. Radi bi bili torej, večji uspehi, večje obveznosti so, tako bom povedal. Ne. In obveznosti imamo za Evropo, za Slovenijo, to sem cel čas poudaril, tudi klub, ki je zdaj nekako v dobrem stanju, bi rekel generalno, imamo dobro ekipo, imamo tudi nekaj smo zaslužili v Evropi, pravzaprav bi mogli biti umirjeni in se zavedati, da smo zdaj eno stopnico višji šli. Tukaj ni slabih več nasprotnikov, to so vse prvaki svojih držav, s katerimi se soočamo in ekipa je mlada, te fantje so postali prvaki zelo mladi, ne, in seveda tudi zame na koncu, jaz se tudi še s tem nisem soočil in se strinjam z vami, več teh stvari je, ne, moramo v prvenstvu domačem, smo že malo, bi rekel, bili presenečeni, ampak sam gledam na to kot na razvoj. In Domžale in Mura sta odigrala zelo dobro disciplinirano tekmo proti nam, tudi naš obraz na teh tekmah ni bil slab, imeli smo mi svoje obdobje, ampak nismo bili pa taki, kot smo bili na zaključku prejšnje sezone, ko nam je praktično vse uspevalo. Bili smo zelo pragmatični, direktni, izkoristili smo vse, kar se nam je ponudili in tukaj moramo to svežino dobiti. Jaz osebno verjamem, da bo po 5. oktobru lažje tudi fantom. No. Zakaj to govorim? Zato, ker smo se že prej soočali s tem, da se tu dogaja okoli naših fantov glede teh prestopov in te zgodbice so zmeri, mogoče lahko najdem tukaj nek razlog, zakaj fantje nismo bili podobni sebi. Tako da pa kakšen trening še dober, ker nismo imeli možnosti še trenirati, tako da je kar nekaj teh elementov, ampak podoba danes, nimam kaj fantom učitati in verjamem, da bomo še iz tekmo bolj kvalitetni.